To naj bi bil začetek romantičnega pobega. Namesto da bi pristala na svoji sanjski destinaciji, sta ta par pristala za zapahi. Vse, kar si moral narediti, je bilo, da daš roke za hrbet, ne bi me potiskal. To je vse, kar si moral narediti. Ne bi me potiskal, daj roke za hrbet. Ne bi me hotel tukaj odložiti. Naš dopust je zaradi tega uničen. Zaradi tega, no, ko se tvoji sosedje igrajo, se ne moreš kar tako riniti na letalo. Razkrivamo, kako se je ta praznovanje zaroke spremenila v potovanje iz pekla. Enkrat v življenju mi je punca vrgla kavo in me odrinila, oziroma me ustavila, in pol me odrinila s poti in stekla po letalskem mostu. To je Inside the Crime, ki ga predstavlja Law & Crime. Sem Elizabeth Molnar. Zaposleni pri American Airlines pravijo, da se je ta par nasilno vkrcal na letalo, potem ko sta zamudila svoj let in celo vrgla kavo v obraz enemu od zaposlenih. Toda par pripoveduje drugačno zgodbo in trdi, da kava sploh ni bila vržena. Po nesreči je padla. Je 2. marec 2025. Smo v Miamiju na Floridi, natančneje na mednarodnem letališču Miami. Tik pred 9. uro zjutraj izbruhne kaos v bližini mostu za vkrcanje pri izhodu D9. Kot da bi on... To je to! Sem obrnem nazaj. Pazi, imam to. Poj. Ustavil se bom. Imam križ, imam to. Pravkar sem to naredil. To sem jaz. Da, je tako. To je vse, kar si mogel narediti. Daj roke za hrbet. Dobro jutro. Razumem. V redu. Zdaj se morda sprašujete, zakaj šerifovi namestniki aretirajo potnika na letalu. Za razliko od večine primerov, ki jih obravnavamo tukaj v oddaji Inside the Crime, ta ni zaradi pretiranega pitja alkohola. Namesto tega je ta moški, Rafael Soriano Novais, obtožen, da se je poskušal na silo vkrcati na let v Cancún. 1, 2, 3, gremo. Kje je izhod? V redu. Želiš kavo? Moram vzeti zdravilo. Čakaj, sedi tukaj. Sred tega sem. Ja. V redu, sem dobre. Ni, v moji torbi. Ne, takoj bom nazaj. Moje življenje postaja boljše. Ni potrebno. Počakaj. Počakaj, nisem, pej dol. Sem normalen človek. Poslušaj me, pej dol, potisnu te bom dol. Kaj hočeš? Kaj želiš? V redu, pej, samo povem ti, ni potrebno. Brate, zdaj ne greš nikamor. Veš, kaj je to? Kaj se je zgodilo, veš? Zdaj bomo izvedeli, veš, kaj se dogaja? Rekla mi je. Nočeš iti na letalo, ker ne govoriš angleško. V redu, poglejmo, sledi mi, poglej to, živjo, konc, kaj je to? Kaj treba popraviti pri tebi? Ne, pust mene, zaradi tega imamo govore, naprej. Bom umrl, nisem dober v tem, ne gre zdaj. O tem bi moral razmišljati prej, človek, zbiram podatke, naredi. Sam poglej. Hej, lahko greš tja in to vzameš. Tja, počakaj. Imeli bodo, prosim, ravno sem razmazal svoje zdravilo, prosim. Všeč mi je to, kaj je to? Pojdi v avto, zdravilo. Ja, držimo te, ti si moj prijatelj. V mojem baletu, prosim. Da. Pejdi v avto! Moram, prosim. Rafael ni bil edini aretiran. Tudi njegova zaročenka Beatriz Rapaport de Campos Maja je bila odpeljana v lisicah. Nisem ti nič naredila, nisem te potisnila. Vsi podjetniki, poslušajte. In če razmišljate, da bi začeli svoje podjetje, boste morda želeli poslušati tudi vi. Poglejte, vodenje podjetja je težko, ampak zakaj bi si oteževali delo z ročnim delom ali zanašanjem na več 10 aplikacij, ki med seboj ne komunicirajo? Tu nastopi naš sponzor, Odoo. Odoo je celovita platforma za upravljanje podjetja s celotnim naborom integriranih aplikacij, ki brezhibno povezujejo vse vaše poslovanje, od
od prodaje in računovodstva do proizvodnje in celo pošiljanja. Odoo lahko samodejno ustvari profesionalna, elegantna prodajna naročila, račune in račune dobaviteljev. Samodejno lahko dodeli prodajne ekipe, pošilja e-poštna obvestila za vsako prodajno fazo in celo uporablja umetno inteligenco za pripravo poročil, ki vam lahko pomagajo pri odločanju. In ko pride čas za računovodstvo, je tudi to popolnoma avtomatizirano. Odoo lahko izdela račune, spremlja stroške in celo povzame podatke z umetno inteligenco, da vam prihrani stotine ur. Najboljše pa je, lahko izberete svoje aplikacije in celo ustvarite prilagojene poteke dela, tako da je popolnoma prilagojeno vašim poslovnim potrebam. Dvignite svoje podjetje na višjo raven s posvetovanjem strokovnjakom za Odoo že danes, brezplačno na odoo.com/itc. Nisem ti nič naredila, nisem te potisnila. Sevi, ostan tukaj. Ostani tukaj z mano, počakaj. Ne poslušaš, ne? Ne poslušaš? V redu, poslušali bomo. Poslušali te bomo. Poslušaj, samo počakaj. Ampak sam počakaj sekundo. In zdaj te bomo poslušali, ampak te bomo poslušali. Prav? Poslušate jo, ampak morate si ogledati film. Ti moraš ga videti. V redu. Bomo. Ne počnite tega, samo poskrbite, da bodo vaši sosedje vedeli, da ste aretirani. Pomiriti se morate, ker sem vam to že enkrat povedala. Moral bi biti. Ni več, prosim. Ne boš Sledi. dobila. Oni so sled. Pomiri se. Moraš poslušati. Ne bom lagala. Svoj potni list je tukaj. Tegni Vem, vroče, da nisem nase videl in tvojega nase. telefona. Dala si ga v Tukaj svojo je. torbo, dala si ga v svojo torbo, potem, ko si končala z njim. Zakaj me ne porineš? Zakaj peš? Nisem vrgla. Nisem ti vrgla. Samo sledi mi vržen žogo. Sej halo, nisem vrgla. Nisem sama vrgla filma. Skodelica, samo pokliči me. Videla boš film, videla boš. Pridi si sama ogledat film. Prosim, no, nisem. To, kar počneš, ni v redu. To je zate pretežko. Naš dopust je uničen, zaradi tega. Ko si poimenovan po letalu, se ne moreš kar tako vsiliti na letalo. Ugotovili smo, da obstaja razlog, zakaj sta bila para odločena, da ne zamudita svojega leta v Cancun v Mehiki. To je zato, ker sta se nedavno zaročila in sta nameravala praznovati. Domnevno sta hitela, da bi ujela povezovalni let, vendar jima vkrcanje ni bilo dovoljeno. Po poročilu o aretaciji Rafaela, obtožencu je bilo zavrnjeno vkrcanje in je postal besen, takrat je odrinil obe žrtvi. Na vratih letališkega mostu so nameščeni znaki, prepovedan vstop samo za pooblaščeno osebje. Obtoženec je ignoriral znake in ustna navodila uslužbencev na vkrcalnem izhodu, ko je odrinil mimo in vstopil na letališki most. Incident je pustil stevardeso pretreseno, saj naj bi jo par ne le odrinil, ampak naj bi vanjo tudi vrgli kavo. Pozdravljeni! Poglej moškega, ki ima roko na tem in me potisni in me stresi. Stresi me čist na vrhu. Hej, V redu, kaj se je zgodilo? Bolj ali manj? zelo je veliko zanimivih poti. Prihaja mož, vprašala sem ga pred svojo nadrejeno, ali ste pripravljeni in sposobni pomagati. Rekel je ne. Nato je rekel, da ne govori angleško, njegova žena lahko prevaja. Po pravilniku, če ne govorite angleško, ne smete sedeti v izhodni vrsti, še posebej zdaj, ko je vse tako, veste, stevardesa na American Airlines bo govorila z vami v španščini. Je eden od vas četrti? Daj mi sekundo. V redu je. Potem, ko sem to rekla, sporočilo sem predala nadzorniku, vkrcani kupon sem zadržala, da bi govorila z vami. Potem so nenadoma začeli kričati in potem so začeli govoriti, češ, ne morem prevajati zanj. On ima status Platinum Pro, lahko sedi na tem sedežu, ker želi več prostora za noge. Rekli smo, da ne more sedeti na tem sedežu, ker ga ne more dobiti, saj ne govori angleško. Lahko ga premaknemo, vi lahko sedite na svojem sedežu, ker ste rekli, da govorite angleško. In on je rekel, da, lahko sedite tam, vendar njega ne moremo imeti tam. V redu. Kar naenkrat, pol od tam, kričijo nadzorniku v obraz. Pravijo, da imajo status Platinum Pro in da bojo šli na ta let, ker nočejo ostati tam. Potem so poskušali, nismo jim dovolili. Poskušali so iti na potniški most, mi pa smo zaprli vrata. In še naprej govorijo, da bojo šli na ta let. To naenkrat gremo dol, da zaključimo vkrcanje. Potem so nas porinili skozi in vrgli kavo v obraz upraviteljici,
nato pa je še mene napadel. V redu, torej ti in mislim, da moški izgledaš kot kreten. Tisti rdeči z rdečo, v redu. Potem so še naprej pritiskali in prihajali sem dol in so me potisnili. Zato sem jo odrinila od sebe, ker se je ves čas poskušala ukrcati, ker mi je že vrgla kavo v obraz. Odrinila sem jo stran od sebe. Ker sem da kot mačka je to izpostavila. Gospod. V redu. V redu. Torej, v bistvu potem... David. Alright, so basically after you get 3 vrbo kavo. On je vrgla kavo. On to počne z močjo. On to Ja, počne, v redu, če je. delaš tisto polico v redu. Vrgela je kavo manj, Arnadjo, in mi rekla, naj zaprem vrata. In dobila sem kavo v obraz, ko sem se obrnila in je bila kava že na njej, pa sem se obrnila in je zadela še mene. Stvar je v tem, da sem jo poskušala zaščititi, ampak ona je bila del tega. So jo poskušali napasti. Kdaj vam je to pokazal? Potisnil me je, ker je prišel svojo iPhone punco, tako da je kavo in me potisnil na vrh. Me je potem potisnil, stiker je po letalu. Kaj ti je točno pokazal? Ja, in v večini primerov je njeni slabi lasje v redu, kot je pokazal tudi ja. svojega. Če si je pokazal na poroki, V avto. Pojdi. v avto. Samo da veš, ko sem prišla sem in me je že klicala, čija so že kričali in vse, tako da sem prišla takoj, ko sem bila na letališču. Tako da, ko sem prišla noter in sem jih poskušala spraviti ven iz prostora, ko so se že prepirali, sem jim rekla, naj pridejo ven, da se pogovorimo. Tako da sem poskušala priti do njih. Sem z njimi zunaj pri vratih. Vse, kar so morali narediti, je bilo poslušati. In dodala bom drsnike. So bili že grožnja na način, Se prepirajo. Ampak imajo letalske vozovnice. Kade? Imajo letalske vozovnice za kampo? Ne, trenutno ne bojo imeli letalskih vozovnic. Ne, So ampak jih imeli niso na vrhu. imeli. Ja, šli so na ta let za Cancun, 2494, 2.494.901 odhodov. V redu. Torej, kar ti želim povedati je, da sem mu 3-krat rekla, ves čas sem govorila z njim, se nekaj, prosim, ne delaj tega, ne deli tega. Stejtega gospa, tista, ki je bil začela teči noter, tukaj, prav, in se preriniva. Potem me je poskušala napasti, potem jih zaustavljam pri vratih, to se bitna kamera. Potem pa ta kava, ne vem kako je poletela ven, na koncu je pristala na meni. In mislim, da je to zato. Bila je Ob kavi, čisto a ne? ponorela. Držala je kavo. Tista gospa je držala Drži kavo. kavo. V redu? Torej jo je prisilila, da je šla. Poskušala je. Midži uspelo, ker sem jo blokirala. Potem se je zgodilo to, da je mož tisti, ki znori in potem se prerine skozi. In potem zbrglo je, šli smo za njim in poskušali smo zagotoviti, da smo ga blokirali, da ne bi vstopil. Tako da drugi, ona je zaprla vrata takoj. In potem sem lahko spravila fanta ven s pomočjo bergle ekipe zunaj. In rekla sem, poslušaj, veš kaj sem rekla? Še naprej smo se pogovarjali z njim. Veš, to je bilo iracionalno vedenje. Kot da ne bi razumela, bi se vem, Veš, da kaj čutim udarce, nekako, ampak vem, da sem bila potisnjena. In veš, zakaj je to naredil? Sem bila, želiš, da boš svetla? Ne, moram iti na ta let. Rekla je, da je dobila plačilo za svoj. Zakaj? In potem je rekla, in jaz sem rekla, prosim, policija ni me briga. On je rekel, noro, mislim, bilo je povsem neracionalno. Hkrati pa, v tistem trenutku je bilo tako, ne boš nadaljevala. Na ta način, mislim, rekla sem, poslušaj, zakaj to počneš? Zakaj to počneš ti? In on je potnik, ki potuje. On je profesionalec. To pomeni, da ve, Potuje z mano. ja, potuje z okolje. Da. Veš, ima status, on je Platinum Pro, tako da veš, veliko potuje. Tako da ve. Ome. Postopek. Kdaj točno je njegov od vas? Enega od vas. O moj bog. Mislila sem, da je bila kava polita. Torej Ja. ti ne. Naša energija gre dejansko v kavo. Tako jim je uspelo dobiti Trip je kavo. prišel do dobre točke. Ker sem bila sem. Tam, a pa bila sem za njo. Po redu sem, poskušam iti nazaj skozi ukrcalni most. Moram skenirati torbe, ker je Monika že šla dol. Tako da moramo zapreti let. Potem sem nenadoma zaslišala, ne vem, kaj je rekla, obrnila sem se in kava me je zadela v obraz. In potem sem začutila, da mi je nekdo dobesedno položil roko na prsti in me potisnil naprej. In potem sem to osebo odrinila nazaj, da sem bila kot jašev dvojnik. Pred krcalnim mostom. To je po skoku, vse je v redu. Vse te madeže od kave so dobesedno odstranili. Ja, Kaj se je zgodilo na avtobusu? Na avtobusu. Prišel je vse do konca. prišel je vse do konca, kar je potisnil.
me je potisnil v lis, me je odrinil s poti in vršil vse do konca. In pol je prišla gospa, ker je poskušala, ne ve, kaj se je zgodilo, ampak ona je pa šla skozi, me je odrinila s poti in ona me je odrinila s poti. To je bila druga oseba, ki me je odrinila s poti. Beatrisa je kasneje zanikala, da bi vrgla kavo. Za CBS News Miami je povedala, da nihče ni vrgal kave. Kava je padla. Gospa, ki je rekla, da sem jo vrgla, je lažnivka. Preprosto je padla na tla. Rafael in Beatrisa sta bila aretirana zaradi obtožb po napadu in nedovoljenem vstopu. Rafael je bil prav tako obtožen upiranja aretaciji brez uporabe nasilja. Ne, že vem, kaj se je zgodilo, povedala mi je, kaj se je zgodilo. Povedal? Nažalost, kad ti rečejo, da moraš zapustiti letalo, da moraš zapustiti. Takšna so pravila. Ni zakaj. Mi ne postavljamo pravil. V redu, torej, če te prosijo, da... Razumem. Poslušaj. Nisem, jaz sem. Nisem taka. V redu? V redu. Poslušaj. Ja, če te prosijo, da zapustiš letalo, da moraš zapustiti. Potem boš to reševala kasneje, razumeš? To ni prvič, da letiš. Kolikrat potuješ? Ja, tukaj? 7 ali 8krat, ne? Torej poznaš postopek. Ne. Ne poznaš postopka. No, morda bi moral predelati postopke, preden se vkrcaš na letalo. Če te vprašajo, ali moraš zapustiti sedež, moraš zapustiti sedež. Razumeš? Vem, da si vznemirjena, prav. In imaš občutek, da si plačala za ta sedeža, ne? Upravičena si do teh sedežev. Ampak žal, če te prosijo, da zapustiš sedeža, moraš zapustiti. Ostaneš in potem kasneje prosiš za pogovor z nadzornikom in od tam naprej urediš zadevo. Razumeš? Nažalost. Je eskaliralo, prav? Je eskaliralo. In zdaj smo tukaj. Prav? Torej, tisto situacijo z letalom moraš urediti z letalsko družbo. Zdaj z nami, razumeš? Ja, to je to. Ampak oni povedo, som seveda. Veš zakaj? Če te za kaj prosijo, poslušaj, moraš upoštevati pravila. Če te prosijo, da odideš, moraš oditi, razumeš? Če te želijo prestaviti na drug let, imajo pravico, da te prestavijo na drug let, razumeš? S letalsko družbo se boš ukvarjala kasneje, imaš to, potrebuješ še kaj drugega. Pregleda so te gasilci, reševalci. Se počutiš v redu? Kajš? Ne slišim te. Imaš sanje o potovanju v Mehiko. Potovanje. Jaz ljubim te. Let si tako ali tako zamudila. Veš kaj, vse to je bilo nepotrebno, ker boš tako ali tako zamudila let, razumeš? Oni postavljajo pravila. Mi ne postavljamo pravil, razumeš? Če te prosijo, da odideš, moraš oditi. Nimaš izbire. Nimaš te izbire. Tudi če si za to plačala, nimaš te izbire. Ta pravila morate preveriti z American Airlines, ne z nami, prav? Ja, imajo to moč. Imajo to moč, to je njihovo letalo. Lahko naredijo, kar želijo. Aha. Ne morem ti obljubiti ali tega, ne, ali tega. Strategija, ki so jo naredila. Aha. Rekla je, ja. Torej, govoriš angleško. Rekel sem, ne govoriš. Torej, to je to. In mislil sem, prav. In potem sem rekel, ne. Včasih sem govoril angleško. Prav. Poslušaj, popolnoma. Poslušaj, nažalost ti imela to slabo izkušnjo, v redu. To je nekaj, kar moraš urediti z American Airlines? Prav. Redu. In žal si trenutno v tej slabi situaciji, razumeš? Mi ne postavljamo pravil. Letalo, to je njihovo letalo. Nisi upoštevala njihovih pravil. Prav. Očitno nisi bila seznanjena s pravili, kaj ne? Prav? In zdaj si tukaj. Torej, zdaj se bo zgodilo to, da boš šla v zapor, prav? Ker boš obtožena. Povedati ti bomo kasneje, zakaj si obtožena, prav? Ja, šla boš v zapor, prav. Obdelate bojo, pa te lahko izpustijo proti maščini. Razumeš? Zdaj, naj ti nekaj razložim. To lahko hitro uredimo. A slišiš, kaj ti govorim? Poskušam to narediti čim hitreje, da te lahko prepeljejo in greš ven. Tega ne poznam tako dobro. Kaj? Ja, če te kdo povabi ven, ja.
Ja, ampak moram poslušati, moramo te obdelati. V redu. In reševalci so te že pregledali? V redu, potrdil so, da si v redu. Lahko greš. Imaš še kakšne težave, še kaj drugega? Težave? Naj preverim pri letalski družbi, ker ne moram nadzorovati, kaj naredi letalska družba. Razumete? Oni vodijo svojo letalsko družbo, kakor želijo. Jaz na tem nimam nobenega nadzora. V redu, zdaj moramo delati na tem, da vas obdelamo, prav? Par so odpeljali v zapor okrožja Miami-Dade. Naslednji dan sta plačala varščino in bila izpuščena. V izjavi je tiskovni predstavnik družbe American Airlines zapisala, citiram, dejanja nasilja pri American Airlines niso dovoljena. Zavezani smo k tesnemu sodelovanju z organi pregona pri preiskavi. Po podatkih spletnih sodnih zapisov je bilo Rafaelu odrejeno, da opravi program preusmeritve pred sojenjem. Po poročanju je program uspešno zaključil in februarja 2026 je bil njegov primer zaključen. Prav tako smo iskali primer Beatrice, vendar nismo uspeli najti zapisov o njenem primeru. Hvala, ker ste poslušali to epizodo Inside the Crime. Sem Elizabeth Milner in se vidimo tukaj spet jutri z novim primerom.